Pozdrav vsem našim sledilkam in sledilcem na Središču za javno zgodovino in povezanih portalih. Naš današnji sogovornik je Vasja Butina, dolgoletni družbeni delavec, odličen organizator, nazadnje direktor Mestne občine Ljubljana, kjer se je v svojem času soočal s številnimi izzivi. Vasja je tudi poznavalec ljubljanske zgodovine, domačin z močno navezanostjo na mesto, kjer je preživel vse svoje življenje, od otroštva do profesionalnega delovanja v mestni upravi. Njegova strast do zgodovine je skozi leta prerasla v več raziskovalnih in publicističnih projektov. Posebej izstopajo knjige o rodoslovju, zgodovini ljubljanskega živalskega vrta in osebnem vpogledu v šolanje rezervnih oficirjev v Bileči. Trenutno se ukvarja z zgodovino rudnika, dela mesta, kjer si na zanimiv način skozi sodobno zgodovino nasprotujeta in hkrati sobivata urbano in ruralno, napredno in konzervativno. Njegovo doslej najobsežnejše delo je knjiga Ljubljana, mesto med vodami, ki jo vidimo tukaj. Je rezultat večletnega raziskovalnega dela, ki ga je začel med pripravo protipoplavnih ukrepov v vlogi direktorja mestne uprave. Ob tem je spoznal, kako zelo je zgodovina Ljubljane, pravzaprav tudi ali predvsem zgodovina Ljubljanice. V knjigi, ki obsega več kot 1600 strani in skoraj 5000 virov, nas popelje skozi zgodovino mesta in okolice z zanimivo kombinacijo kronološkega in tematskega pristopa. Gre od prvih naselitev v prazgodovini, vključno z obravnavo številnih plemen in ljudstev, ki so bile tukaj prehodno, preko rimske Emone, slovanske naselitve, nemškega oziroma avstrijskega obdobja do ilirskih provinc, s posameznimi temami pa posega tudi v drugo polovico 19. in v 20. stoletje. Taka tema je med drugim urbanizacija Ljubljane in še nekaj drugih. V tem kontekstu obravnava državne in administrativne tvorbe, cerkveno, vojaško in politično organizacijo, plemiške rodbine in tudi vojne, na primer turške vpade, boje med Avstrijci in Francozi, kadar pač to zadeva mesto in njegov položaj. Nekaj poglavij posveča tudi mestni organizaciji in mestnim oblastem ter sami stavbi, torej Rotovžu, v kateri so delovali. Osrednja nit knjige pa ostaja poudarek na vodi, urbanizaciji, poplavah, mostovih, oskrbi s pitno vodo in razvoju mesta. Knjiga sicer ni v prosti prodaji, jo je pa dobilo več kot 700 knjižnic v Ljubljani in Sloveniji, torej je široko dostopna. In da vzbuja precejšnje zanimanje, kaže podatek, da je že po kratkem času v obtoku več kot 100 knjig in izposoja še narašča. Naš pogovor danes ni toliko namenjen vsebini knjige, čeprav seveda tudi tej. Knjiga je, kot rečeno, dostopna praktično v vsaki knjižnici. Pač pa bi radi govorili predvsem o vprašanju, kako Ljubljana danes uresničuje in nadgrajuje tole zgodovinsko dediščino. Ampak najprej, Vasja, nekaj o motivu za pisanje. Kaj te je spodbudilo k raziskovanju, kako je knjiga sploh nastajala? Lep pozdrav. Deloma si to že v uvodu povedal, midva se tikava, ne toliko, da bo gledalcem jasno, ker se poznava že dalj časa. Nastala je knjiga pred kar 15 leti, pobudo zanjo sem pa dobil, idejo zanjo, ko smo v poplavah leta 2010 z mestnim vodstvom, z županom, hodili okoli poplavljencev in takrat sem spoznal, da še najstarejši Ljubljančani, ki živijo recimo v Gradaščici, tam sem hodil, ne poznajo zgodovine poplav. Rekli so in kregali so nas, da so to največje poplave, da nismo nič naredili v zvezi s poplavami. Potem sem pa vprašal, a niste bili tukaj že leta 26 in 33, ko so bile v Ljubljani bistveno večje poplave. No, glede na škodo, ki je nastala v tistih poplavah, smo se odločili, da takrat sem bil direktor mestne uprave, smo se odločili, da bomo naredili protipoplavni načrt in jaz sem bil nekako določen za vodjo tega projekta in za uvod sem napisal prvo zgodovino, za mene prvo zgodovino o poplavah in vodah v Ljubljani. To je bila osnova za knjigo.
No, potem pa seveda po upokojitvi, po upokojitvi pa sem imel več časa in sem nadaljeval z zbiranjem podatkov, ter tako, kot si sam omenil, hitro spoznal, da je v bistvu zgodovina Ljubljane tudi zgodovina Ljubljanice. Od tudi naslov knjige. No, če ostanemo za trenutek pri Ljubljanici, kakšno vlogo ima danes ta reka? Smo varni pred njo, Ljubljančani, je še vedno nekako, če gledava zgodovinsko os, simbolne in funkcionalne identitete mesta, ali danes nima več take vloge, kot jo je imela recimo nekoč. Tu mislim recimo predvsem na njeno uporabo. Vemo, da je bila včasih glavna prometna žila, da danes pa služi predvsem kratkim turističnim izletom z ladjicami, posedanju ob njej, mislim, je zelo romantična seveda, ampak hkrati ima mesto spet neke ambiciozne načrte, da bi postala del tega prometnega sistema, celo del rednega mestnega prometa. Kako je torej danes z Ljubljanico? Danes z Ljubljanico je bistveno drugače, kot je bilo. Vse do 20. stoletja je bila Ljubljanica ena os, okoli katere se je praktično v Ljubljani vse dogajalo. Tudi Ljubljana kot taka ne bi, ali pa Emona, njena predhodnica, ne bi nastala, če ne bi bila v Ljubljanici. To je bila takrat pač edina prometna pot. Danes je pač Ljubljanica bolj turistična znamenitost. Omeniti moramo, da ne samo Ljubljanica, ampak tudi bregovi, ki jih je uredil Plečnik, predstavljajo eno od 3-4 znamenitosti Ljubljane. Poleg gradu, zmaja, je Ljubljanica sigurno tista, ki nas na nek način še povezuje. Tudi Ljubljančani se še vedno radi tam dobimo. Kaj mesto predvideva z Ljubljanico, bežno poznam, mislim pa, da je v realizaciji ideja, da bi ratala krožna pot. V prvi fazi naj bi bila samo povezana z linijo 101, jo imenujejo potniškega prometa, se pravi redna proga po Ljubljanici za postajališči. V prihodnosti pa, kolikor vem, zamišljajo tudi o tem, da bi zgradili manjšo električno centralo. Namreč nivo med Gruberjevim prekopom in Ljubljanico je pač nekaj metrov razlike. Aha, se pravi, to naj bi kaj šlo do Fužina, ali kako? Ja, tako, tam, kjer se izliva Gruberjev prekop v Ljubljanico, bi bile pač verjetno bodo potrebne zapornice, dvižne zapornice za tisto majhno razliko, vendar ta načrt še ni dokončno izdelan. Mislim pa, da bo v prihodnosti do tega prišlo. Se pravi, ta del, če nekako zaključiva, Ljubljanica bo ostala srednji center, ki povezuje Ljubljano še vedno tudi vnaprej. Kaj pa poplave, kako so to včasih reševali, če so sploh reševali? Gruberjev kanal je že en tak poskus. In kaj pomeni to reševanje včasih v primerjavi z današnjim časom? Zahvaliti se moramo cesarici Mariji Tereziji, v bistvu z njeno pobudo, da se zgradi ta prekop, je Ljubljana prešla iz ene faze poplav v drugo fazo poplav. Do odprtja Gruberjevega prekopa 1780 je bila Ljubljana večkrat poplavljena in to ne tako, kot imamo mi zdaj v spominu, ampak Valvazor piše, da so v hiše na bregu stopali iz drugega nadstropja skozi okna. To je tudi ena moja ilustracija v knjigi. Po zgraditvi Gruberjevega prekopa se je pa to bistveno spremenilo. Mesto ni bilo več poplavljeno, deloma sicer še vedno, ampak ne v takem obsegu. Ostale pa so poplave na Ljubljanskem barju. Upam, da bodo tam še vedno ostale, ker je to zadrževalnik, naravni zadrževalnik vode. Sami protipoplavni ukrepi, o katerih sem že govoril, pa so v bistvu preprečili same poplave v mestu, razen tam, kjer smo nekontrolirano pustili zazidavo. To je na obronku barja. Ja, no, bar je vedno bolj pozidano, in tudi to najbolj povzroča probleme, ker celega barja se seveda ne da zaščititi pred vodo. Bar je tudi krajinski park, tako da je, hvala, tako da rečemo Bogu, zaščiteno, vendar poplave, zlasti v nekih stoletnih dogodkih, predvsem takrat, ko se oblak utrga nad Gradaščico in pa v porečju Ljubljanice, takrat priteče preveč vode in jo ne moreš odvesti skozi Ljubljano. Mimogrede so seveda bili načrti, da bi naredili še en prekop skozi Golovec, da bi to povezali tudi s cestno povezavo, vendar se za to
mesto ni odločilo, tudi iz tega razloga, da velja, da ne smemo spuščati vodo nekontrolirano navzdol, potem delamo probleme v krajih nizvodno. Kaj bi se zgodilo, če bi vso vodo, kadar so poplave na Ljubljanskem barju, mi hitro spustili čez Golovec, naprimer v porečje Save, kaj bi se zgodilo za kraji, ki so tam, si lahko samo predstavljamo. Ljubljana je nastala pravzaprav kot prometno križišče, zaradi, kot si že omenil, nekje na stiku vzhoda in zahoda, severa in juga, je tudi zato stečišče različnih civilizacij. Kako je bila v preteklosti povezana s svetom? Recimo z vidika poti, rek, železnice. Kaj je mestu prinesla južna železnica? Je postala bolj povezana, je to pomenilo modernizacijo ali tudi na drugi strani propad številnih starih obrti in tako naprej. Ko govorijo o prometu, pravzaprav je morda treba omeniti tudi, da je Ljubljana nekoč imela letališče v Polju med obema vojnama. To letališče je bilo potem preseljeno na Brnik in je precej oddaljeno, kot vemo, niti ni železniške povezave in tako naprej. Torej, kaj Ljubljana pomeni prometno, kaj je pomenila in kaj pomeni danes. Po tretji strani, če omenimo še ta avtoceste in avtocestni obroč, Ljubljana postaja vedno bolj privlačna zaradi ekonomskih drugih razlogov, ker je prestolnica in dnevno vanjo pride tam do 140 tisoč avtomobilov. Kako zdaj, recimo, kako je s temi zgodovinskimi izkušnjami, ki so najbrž drugačne, ker je šlo za majhno provincialno mesto in sedanjimi. Kako sploh rešiti, kako povezati vse te različne prometne povezave, ki jih poznamo danes. Ja, omenila sva že, da je Ljubljana v bistvu nastala zaradi svoje geostrateške, geopolitične lege. Že pred Rimljani je tudi potekala jantarska pot. Potekala je tudi zaradi Ljubljanice, ker je pač lažje potovati takrat po vodah. Rimljani so jo tudi izgradili, zato da so lahko osvajali naslednja ozemlja in obvladovali to ozemlje. Tako da ta lega Ljubljane je pač tisto, kar je na nek način povzročilo njen nastanek. Seveda potem, ko so se pojavile ceste, tudi železnica, kot si omenil, sredi 19. stoletja, so potem ceste prevzele promet, ki je prej potekal izključno po Ljubljanici. Manj je znano to, da je pred Ljubljano, pred Emono, nastal Navport, to že v 1. stoletju pred našim štetjem, ker so pač Rimljani uporabljali Ljubljanico, Ljubljansko barje za prodiranje na sever. Kaj danes pomeni Ljubljanica? Seveda ne več to, kot takrat, tudi plovba po Ljubljanici je za izključno turistična. Pred pojavom železnice je pač ona bila tudi transportna pot. Tudi Rimljani so pripeljali ves kamen, v glavnem, ko so zidali Emono izpod peči z čolni in manjšimi ladjami. Res pa je, da seveda je zdaj ta dilema, ki si jo nakazal, kaj z razvojem mesta. Mesto pač postaja poleg nekega trgovskega središča tudi turistično zanimivo in Ljubljanica je zato idealna, tako da ni turista verjetno, ki pride v Ljubljano, da se ne bi popeljal po Ljubljani za Ljubljanico. Druge prometne poti, ki si omenil, predvsem sodobne letališče, tudi sam sem mnenja, da je bila to velika napaka, da bi pač morali povezati, kot si omenil, tudi Ljubljano Brnik za železnico. To, kolikor tem, je še vedno v pripravi. In Ljubljana bo, če nekako to strneva, svoje probleme, predvsem prometne, o katerih si govoril, morala reševati, kot jih rešujejo sodobna mesta. No, saj tukaj je pravzaprav neko logično naslednje vprašanje. Včasih ta mestni promet najbrž ni bil tako pomemben, saj večina točk je bila dosegljivih peš ali pač skočijo. Ti nekako ta notranji mestni promet končuješ s tramvajem. Kako pa od tam naprej? Tramvaje so potem ukinili v 50-ih letih, zamenjali so jih trolejbusi, danes so torej mestni avtobusi. Kako reševati ta promet v Ljubljani? Iz zgodovine izhaja, da
velike spremembe v mestih, se pravi nova pozidava, nova usmeritev mesta je vedno vezana na nek dogodek, ki da neko energijo, da se to zgodi. Tramvaj, ki si ga omenil, je nastal po potresu v Ljubljani. Takrat je pač župan Ivan Hribar izvedel vrsto stvari, ki so pomenile začetek hitrega razvoja Ljubljane, od elektrike, med drugim tudi, ki je povzročila to, da so začeli razmišljati o tramvaju. Tako kot večina drugih podobnih mest, tramvaj je bil potem uveden in je predstavljal neko znamenitost. Začetka pač ni bil to glavni prevozno sredstvo, ampak bolj znamenitost za Ljubljančane, kar se je kasneje to spremenilo. Tramvaj je pač nadomestilo, kot si že omenil, nova sodobna sredstva. V knjigi sem sicer na hitro povedal tudi zgodovino prometa, oziroma javnega potniškega prometa v Ljubljani po ukinitvi tramvaja. V knjigi je tudi ta znana fotografija Ježka, ko je Franca Jožefa igral in se poslovil v imenu Ljubljančanov od tramvaja, vendar, ko je zadnji tramvaj odpeljal na ta dan, so že nastopili avtobusi, se pravi, prišlo je do prometa z bencinskimi avtomobili, avtobusi, kasneje za trolejbusi in sedaj, če to povežemo s sedanjostjo, se pač mestna uprava trudi, da bi izboljšala, predvsem tudi zaradi ekoloških razmer, in uvaja električne avtobuse in avtobuse na vodik. Ideja o ponovni uvedbi tramvaja je bila še mogoče 20 let nazaj zelo živa, je bila celo na črtu Ljubljane, vendar je bila na koncu opuščena. V projektih, ki jih je zastavil župan Janković in njegova uprava, ni bilo predvideno, da bi v ta del posegli. Bile so veliki dvomi, ali je to sploh v pristojnosti, ali to lahko mesto kot tako zgradi, se to je vendarle projekt, ki presega njegove tudi finančne zmožnosti. Tako da do te ideje ni prišlo, bo pa potrebno na nek način reševati prometno zagato v Ljubljani, podobno kot je to pri drugih mestih. Ali je to zdaj podzemna železnica, si ne bi upal trditi, mislim, da je Ljubljana še vedno, po mojem, premajhna za tako zadevo in se bo iskalo pač reševanje za železnico, ki je lahko v Ljubljani kar pomembno veliko vozna pot. Tako da nekako tudi nisem pripravljen na to, da bi zdaj nisem veliko o tem razmišljal. Ljubljana daje prednost, čeprav to nekateri osporavajo, tudi alternativnim prevozom, zelo spodbuja kolesarske zadeve, pešpoti. V knjigi se pač tega problema, kako ko študiraš neko preteklo situacijo, te neizogibno pripelje do sedanjosti. Gotovo je problem tega prometa v tem, da ga Ljubljana sama ne more reševati. Ne more reševati niti centralne železniške postaje sama, ne more reševati primestnih vlakov, ki bi se jih dalo v resnici dobro povezati. In tudi skozi Ljubljano so z vseh točk pravzaprav neke postaje, do katerih vlak lahko pride. Tako da, ja, tukaj je najbrž tudi slaba koordinacija med državo in med mestom, ali pa za to ni interesa. No, midva bova ostala pri Ljubljani. Ena od tem, ki so v knjigi zanimiva in jih precej obravnavaš, so recimo sejmišča, preskrba tržnice in tako naprej. Kar je seveda spet povezano z Ljubljanico, ker običajno so v Ljubljanici zaradi dostave. Vemo, da okrog današnje tržnice, se pravi osrednje tržnice, ker različni deli mesta imajo različne, tudi v teh modernih centrih so že tržnice. Ampak ta osrednja Plečnikova tržnica je kar naprej neko žarišče sodobnih polemik, zlasti vprašanje garaže in tako naprej. Dostikrat se pozablja, da Plečnika se nekako včasih tudi fetišizira, ampak dostikrat se pozablja, da je bil v svojih projektih zelo radikalen, da je pravzaprav hotel zgraditi na Grajskem hribu tisto katedralo, porušiti vas delo v Ljubljanici, naredil bi tam administrativno središče in tako naprej. Kako ti gledaš na to vprašanje? Kako sedaj soočiti recimo to arhitekturno-kulturno dediščino
z sedanjimi potrebami, ne, in s tem pritiskom, ker vsaj mestno jedro pa vendarle to tržnico rabi tudi zaradi funkcionalnih namenov, ne, vsega ne morejo nadomestiti trgovine. Ja, pri pisanju knjige Zgodovine Ljubljane sem prišel do spoznanja, da ni možno popolnoma poenotiti interesov meščanov. Se pravi, vsako vodstvo v Ljubljani se je srečevalo z različnimi interesi. Če to na sedanjem današnjem primeru pokažemo, ne, se pravi, stari Ljubljančani, med njimi sem tudi sam, si želimo, da bi ostal pogled na grad, na Rožnik, na Nebotičnik. Ne želimo si okoli svojih naselij, blokov, hiš, nič drugega kot zelenice. Novi prišleki in te pa rabijo stanovanje, rabijo mladina stanovanje, podjetja in tako naprej. Tako da ta dilema med tem, kaj v nekem mestu, v nekem urbanem naselju narediti, je vedno odprta. Če se v to umeša še politika, ne, seveda nastane en precejšen problem, ki se na to prenaša tudi na izbiro vodstev. Tako da tle enoznačnega pristopa, kaj in kako urejati, ne gre. Vedno si, to sem opazil v pisanju zgodovine, vodstva pripravijo nek načrt, kaj bodo ponudili svojim meščanom, če jih bodo izvolili, in potem sledijo temu, da se to izvede. Če začnemo, kot si omenil, z Hribarjem, on je v bistvu to zelo lepo zastavil, imel je to srečo, oziroma nesrečo za Ljubljančane, da je prišlo do tega potresa in je lahko izvedel velike stvari z velikim soglasjem tudi meščanov. Pri tržnicah, kot si omenil, v knjigi o tem zelo podrobno govorim, tržnica gre predvsem za živilsko tržnico, je bila vedno nek simbol tudi Ljubljane. Bila je potreba, to ne smemo pozabiti. Ta problem se je začel urejati, ko je prišel tramvaj tudi pred mestno hišo, prej je bil živilski trg pred mestno hišo in so ga morali umakniti stran. Izbrali so Pogačarjev trg in Vodnikov trg zaradi bližine. Hribar je pa že zelo zgodaj načrtoval, to moramo vedeti, pokrito tržnico. Plečnik je načrtoval pokrito tržnico. Se pravi, če primerjamo sedanje vodstvo in te polemike okoli njega, je sedanji načrt tisti, ki ohranja odprto tržnico. Se pravi, on ohranja Vodnikov trg, Pogačarjev trg, tak, kot je bil prej. Hribar ni rušil drugih stavb za svojo veliko pokrito tržnico, za katero je dobil idejo v Pragi, v Bratislavi tudi. Plečnik je pa predvidel, to je mogoče manj pri naših meščanih, predvidel rušenje semenišča, stolnice. Stolnica bi ostala kot cerkev, župnišče bi podaril in podaril bi Marovo hišo. In on je kombiniral, da bi rekel, nek velik trgovsko-upravni center, se pravi, v enih stavbah, v dveh krilih je predvidel tako novo središče za upravo mesta Ljubljane in njenih javnih podjetij, kot tudi pokrite tržnice, poleg svojih mesarskih tržnic, ki so bile že takrat pripravljene. Pozabljamo tudi to, da sodobne tržnice potrebujejo nus prostore, pomožne prostore in sedanji načrt predvideva, tako kot Plečnik, tako kot Hribar, da bodo ti prostori pod zemljo. Se pravi, da to le povemo zelo jasno, in načrt Hribarja in načrt Plečnika je predvidel 2 do 3 kletne nivoje, kamor bi spravili vse to, kar potrebujejo zgoraj. Razlika je v tem, da bi sedaj bila pač ta jama, ko bi jo morali skopati nekoliko globja, ker želijo tudi parkirne prostore za lokalno prebivalstvo in tiste, ki bodo kupovali. Kaj je bolj, bi rekel, smiselno, je seveda spet stvar pristopa. Dejstvo pa je, da je najmanjša škoda okolju in sedanji Ljubljani je izvedba sedanjega načrta, ki ohranja zunanjo odkrito tržnico. Ja, no, s tem smo pravzaprav prišla do enega večno odprtega vprašanja, kako se mesto upravlja. Ti v knjigi precej obravnavaš ta razvoj mestne oblasti, od srednjeveških cehov, mestnih privilegijev, sodnikov, županov, do začetkov modernega upravljanja in potem še druga stoletja. Tudi opisuješ
kako ta center upravljanja, kako to na Zrotovža poteka, kakšno vlogo imajo cerkvene, kakšno vojaške oblasti. In vse te številne preobrazbe mesta, vse do 20. stoletja. Vemo, malo so že omenili, da Ljubljana pravzaprav, če rečemo schematično, grobo, ima nekako za sabo 3 ključne modernizacije. Ena je ta Hribarjeva, ki jo je pravzaprav izzval potres, če ne bi bil ta razvoj precej počasnejši. Druga taka velika je po drugi svetovni vojni, se pravi v obdobju socializma, pogojno rečeno neka delavska modernizacija z industrializacijo, z urbanizacijo, ki prinese tudi migracije, velika blokovska naselja in tako naprej. In ta zadnja, v zadnjih 2 desetletjih pod upravo župana Jankovića, ki je, kakorkoli stvari gledamo, mesto preoblikoval v neko moderno evropsko prestolnico, kar kažejo tudi turistični trendi. V teh nekih ključnih obdobjih, saj recimo v času Hribarja, pa tudi v sedanjem času, je mestna oblast močno personalizirana. To je podobno tudi v drugih mestih, na Dunaju, Budimpešti, Rimu, Zagrebu, kjer so župani ključne osebnosti in dostikrat ne samo simbolne figure lokalne oblasti, ampak posegajo dostikrat tudi v državno politiko. Kako ti gledaš recimo na tako upravljanje mesta, oziroma kako naj se mesto sploh upravlja, ker ta problem, ki si ga načel, nikoli ni soglasja, vse ne moreš odločati z referendumi. Se pravi, nekje mora biti tudi neka arbitrarna odločitev, če ne zadeva zastanejo. Vidimo, kako se stvari dogajajo, vidimo, kako je recimo s tem Plečnikovim stadionom in tako naprej, kjer so vsi ti interesi in vsi imajo nek glas in tako naprej. Se pravi, je, če rečem zgodovinsko, nekaj razsvetljenega absolutizma, vendar le potrebnega, če hočeš, da se mesto razvija. Moram povedati, da sem jaz bil del mestne uprave. Se pravi, sem bil direktor mestne uprave od leta 2007 do leta 2012, ko sem se upokojil, tako da moramo malo z rezervo vzeti moje ocenjevanje tega obdobja. Povedati moram tudi to, da v knjigi se pravzaprav nikoli nisem ukvarjal s tem, kaj pomeni zgodovina in kaj pomeni sodobnost. In nisem ocenjeval recimo posameznih obdobij. Vendar na osnovi vsega, kar je zapisano, pa lahko nekaj ugotovitev potegnemo. Že Hribar je nekako, nisem še sicer nikjer zasledil, je začel uvajati neki novi javni menedžment. Hribar je prišel kot župan iz gospodarstva, on ni bil predvsem politik, takrat je prišel, se pravi delal je v zavarovalništvu in je nehote prinašal del vzorcev, kot je veljal v gospodarstvu, takrat v svoje upravljanje. Upravljanje v gospodarstvu mora biti usmerjeno predvsem v učinkovitost. Zato in Hribar je bil učinkovit. Podobno je župan Janković prišel iz gospodarstva in on je pa dejansko te sodobne pristope, ki so veljali deloma še sedaj, da je treba prenesti izkušnje in načine vodenja velikih organizacij, kot mesto je, na podobne način, kot ga vodijo podjetja. Okoli tega so velike dileme, ali je to pravi pristop ali ne, vendar se Janković v tem primeru seveda tega na nek način drži. In po moji oceni je uspešen. Ta dilema, že od Platona verjetno izhaja, kaj pomeni demokracija v celoti. Se pravi, demokracija naj bi težila k temu, da so vsi na nek način s tem soglasni, vendar to v realnosti ni mogoče. Jaz se skoraj ne spomnim raznih nekih splošnih zadev, da bi v Ljubljani prišlo, dokaj sem bil jaz direktor, do popolnoma enotnega mnenja. In to je najbrž tudi prav, drugače razvoja ni. Vedeti moramo tudi, da je pozicija županov drugačna, kot je drugih politikov. Oni so izvoljeni neposredno. Če se ne motim, je bil Janković 5-krat že izvoljen, vedno v prvem krogu. To je sicer določena nevarnost, vendar na nek način, zlasti zaradi Koželja, če pridemo zdaj na arhitekturo, in to zaradi tega, ker je imel profesor Koželja za mestnega arhitekta,
je na nek način to uspel. Nekako smo vedno skušali pripeljati do tega, da so se v vseh pomembnih zadevah le odvijale diskusije okoli tega. Poleg tega tudi zakoni, ki jih imamo, zahtevajo javne razprave in obravnave. Zdaj, kaj se potem sprejme, je pa seveda stvar tiste skupine in tiste stranke, liste, ki obvladuje mestni svet. Janković je imel to srečo, da pač je imel vedno dosti dobro večino svojih mestnih svetnikov in je na nek način lahko uveljavljal svoje projekte. Podobno je bilo z Hribarjem. Hribar, dokler ga ni cesar petič ni pustil, da bi postal župan, je imel podporo dosti večjo. No, sej, oprosti, če pogledamo recimo ta dva robova teh modernizacij, ki sem jih omenil, vmes je pa neko nenavadno upravljanje mesta. Pravzaprav, sploh v 70-ih, 80-ih letih mesto je popolnoma decentralizirano, moč imajo občine. In mesto kot Ljubljana pravzaprav skoraj ni funkcioniralo. Torej ni samo vprašanje zdaj neke personalne oblasti, ampak tudi kako organiziraš mesto in mestno upravo. Prej so te občine, ne vem, občina Rudnik je segala globoko v podeželje, tja do Trubarjeve Rašce in tako naprej. In cela vrsta teh obrobnih občin podobno, se pravi, je bila Ljubljana na pol podeželska, no, to je še danes ob robovih, na pol urbana, razdeljena, decentralizirana z ne vem koliko izvršnimi oblastmi teh občin in tako naprej. Že to recimo, da je prišlo sploh do neke centralizacije, je bil napredek, kakorkoli. Ja, v pisanju knjige sem prišel tudi do spoznanja, da nekako mesto je na nek način odvisno od širše skupnosti. Zdaj od držav, prej pa je bila dežela, se pravi Kranjska in Ljubljana je bila dežela v okviru Avstro-Ogrske. In v bistvu je bil ta spopad med tem, kako naj se razvija mestna uprava in kaj ji prepusti višja uprava, je bilo stalno odprto. Se pravi, stalno je Ljubljana nihala med tem, da je bila bolj samostojna in manj samostojna. Tako da to moramo vedeti in tudi, da v bistvu mesta si ne morajo sama določati svoj način upravljanja. Vedno ga določa širša oblast. S statutom recimo mesta lahko urediš samo tisto, kar ti zakon izrecno prepušča. Tako da je to, kar si omenil, zelo pomembno, da pride do neke povezave med mestno strukturo in državno oziroma predeželno strukturo. Hribar je bil na primer tudi vedno poslanec. On je vedel, da brez tega, da bo na deželnem nivoju uspel pridobiti določeno število podpore, da ne bo uspešen v teh projektih. Drugo je zdaj potres. Potres je pač pri silu Ljubljančana in vse ostale, da so temu dali veliko pozornost. Tako da v bistvu, če pogledamo nazaj, recimo tudi zdaj kar je Slovenija samostojna država, da je prihajalo do različnih županov. Eni so bili predvsem politiki, eni so bili pač bolj gospodarsko usmerjeni in te na nek način razvijajo svoje ideje in jih potem tudi skušajo uresničiti. Pomembno za to, koliko bo župan uspešen, je po mojem videnju v tej knjigi to, koliko on uspe učinkovito izvajati tisto, kar si zastavil. In tle naletimo na to, kar si ti omenil, da se ta učinkovitost potem meri tudi skozi neko avtokrativnost in da so zlasti tisti, ki pač niso zraven pri tem upravljanju, so do tega zelo kritični. Vendar jaz mislim, da v sedanji stopnji družbe, tako kot pač smo do zdaj to znali urejati, za ohranjanje demokracije je potrebno, da pač to tako je. Se pravi, da ni možno, da bi samo nekdo, kot je cesar, postavljal svoje ljudi za župane, ampak da to naredimo tudi na volitvah in da se volja ljudi, meščanov izrazi tudi skozi njihovo odločanje, kdo jih bo zastopal v mestu. No, pojdiva še na čisto drugo stran, bolj bi rekel odmaknjeno. Ti precej pišeš o mitih, o legendah, o recimo temu izmišljeni ali napol resnični urbani tradiciji, pravzaprav že si izbrskal ta Prešernov vers. V 7 gričih je prebival volk in jastreb tankovit,
ko je že Nauport umival več 100 let emonazit, se pravi, Ljubljana naj bi bila starejša od Rima, recimo, in tako naprej. Omenjaš tudi druge mite, mit o argonautih, ki naj bi pljuli po Ljubljanici in tam celo ubili zmaja, pa različne interpretacije, nekatere tudi zelo mitske, o izvoru imena Ljubljana in Ljubljanica. Ljubljančane tudi imenujejo močvirnike, morostarje, žabarje in tako naprej, kar je povezano deloma z zgodovino, deloma pa tudi seveda z nekimi legendami. Torej, kako je s temi miti, legendami, recimo, in tako naprej? Je to le nek okrasek za turistične brošure, nekaj, kar daš na obeske, na slike in tako naprej, ali ima globlji pomen za mesto? Lahko soustvarja, recimo, tudi v pozitivnem smislu neke kolektivne vrednote o izvoru pripadnosti, o neki posebnosti prostora in tako naprej. Ima neko povezovalno funkcijo, ali je to pravzaprav bolj tako, bi človek rekel, za zraven, da se nekaj reče, ja, no, pa še ena zgodbica in tako naprej. Ja, zanimivo vprašanje. Moja sreča je ta, da nisem poklicni zgodovinar. Se pravi, ta moja knjiga, Zgodovina v Ljubljani, je v bistvu poljudna monografija, tako jo tudi označujemo. No, vemo, da pač zgodovinarji se morate držati dejstev, listin, arheoloških izkopanin in podobnega. Pri prikazovanju zgodovine pa na nek način je prav, da upoštevamo tudi to, kar je bilo neko ustni prenos. Mi nimamo pisnih dokazov, ne o jantarski poti, ne o argonautih in podobno, je pa nekako ustno izročilo do tega prišlo. Ne smemo tudi pozabiti to, da nekatera arheološka izkopavanja potrjujejo te dogodke. Tako da jaz sem si pač vzel to možnost, da sem gradil tudi na mitih in mite povezal. Prepustil pa sem bralcu, da sam se odloči, ali je to sprejemljivo za njega ali ne. Prešeren, kot si ga omenil, to je manj poznano, je bil velik poznavatelj zgodovine. On je imel v lastni knjižnici tudi Valvazorja v original nemškem izvodu, se pravi vseh 5 knjig. Tako da je veliko svojih pesmih je črpal v osnovi iz Valvazorja in iz zgodovine Ljubljane. Tako tudi v tej pesmi, kot si omenil, Elegija mojim rojakam, to ni napaka, ampak on je naslovljal rojakam, zdaj zakaj je to jezikovna stvar, nisem raziskoval. Bil pa je on takrat, ta pesem je nastala leta 1832, bil je v Celovcu, kjer je delal izpit za sodnika. In se je tam srečal z mladimi študenti, naprednimi študenti, ki so že začeli razvijati idejo o združeni v Sloveniji, kakšna naj bi bila. Tako da ob tem je pa videl, da so ljubljanski meščani, predvsem in Kranjci, zelo, bi rekel, slabo ocenjujejo Kranjsko, ne razumejo, da je bila Kranjska po njegovem lepa dežela, pametnih ljudi in podobnega. Kregal je tudi Kranjčane po tem, da so samo pridobitni. Mislim, če bi zdaj to pesem napisal, bi bila v določeni meri tudi aktualna. No in da bi to dokazal, da je Kranjska in Ljubljana pač nekaj posebnega, je sestavil ta vers. To je 7. kitica od 14, kjer v bistvu pove to, kar si omenil, da če sprejmemo 2 mita, Tamjani in Rimljani so sprejeli svoj mit o Volkulji. Se pravi, Rim je nastal tako, da je Volkulja naplavila dvojčka Roma in Rema, in da sta potem zgradila mesto. In to je bilo 753. leta, pred našim štetjem. Jazon je pa postavil Emono, to, kar si omenil, kot predhodnico Ljubljane, pa 1223, vmes je torej skoraj 5 stoletja. No, s tem je hotel spodbuditi to vedenje, da je pač tudi Kranjska dežela za dolgo zgodovino in tudi sama Ljubljana. Se pravi, jaz sprejemam te mite, mislim, da je treba jih ohranjati. Mnogi miti so postali tudi resničnost. Z novimi arheološkimi izkopavanji smo porinili vedenje v Ljubljani za 1000 let nazaj. Se pravi, to, kar je Valvazor pisal in smo rekli, da ne vemo, od kje mu vir, se zdaj potrjuje z arheološkimi izkopaninami. Naprimer, našli smo grobove iz 9. stoletja. Zdaj, če so grobovi, najbolj še jih niso preneseno drugot, ampak so to grobovi
tisti, ki so tu stanovali. Ne. Tako da absolutno, mislim, da je treba mite na ta način, ne, seveda to treba povedati, da to pač ni bi rekel dokazano, vendar krožijo med ljudmi in se na nek način tudi prebujajo to zavest ljudi, kar je izkoristil tudi Prešeren. Ja, no, Prešeren je ustvaril tudi Povodnega moža, ne, in Urško in tako naprej. Ne, sej ni, mislim, miti so seveda nekaj, kar se dotika in kar zadeva tudi zgodovinopisje. Ko smo delali razstavo na gradu, imamo tudi neko črto o mitih, ki izhaja iz mitske interpretacije zgodovine, ne. Imamo tudi etnološko, običajih, navadah in tako naprej, tako da to se zgodovino ujema, samo kot si rekel, ne, treba je vedeti, kje je črta. No. Ampak da midva končava tale pogovor, poglejva malo, ne, recimo, kar pač lahko rečeva, ne, o sodobnih izzivih, ne, kako nanje odgovoriti. Ne. Ti pravzaprav v knjigi pokažeš na to neločljivo prepletenost Ljubljane z vodo, s prostorom, z načinom življenja, tudi s sožitjem z naravo. Ne. Govoriš o vseh teh urbanih tkivih mesta, tržnica, promet in tako naprej. Ne. Kako se danes soočiti? Ne? Danes so ti trendi drugačni. Ne? Danes pravzaprav se dejavnost širi na obrobje. Prej so vsi hoteli biti v mestu, ne? Vsi cehi, to je bilo važno, kdo je v mestu, zdaj gre vse to na obrobje, v te industrijske, nakupovalne in druge centre. Ne? Torej, soočamo se s tem vprašanjem, kaj od urbane dediščine ohraniti, kaj narediti z mestnim jedrom, ki se prazni. Ne. Tukaj je vprašanje stanovanj, ki se zdi nerešljivo, ne, ker stanovanja so pač v Ljubljani, kot vemo, ne, vir zaslužka, ne služijo v glavnem temeljnemu namenu, se pravi reševanje nekih življenjskih eksistenčnih problemov. Ne. Torej, to niso samo dileme Ljubljane, to so dileme številnih evropskih mest, tudi tistih, po katerih se Ljubljana zgleduje. Ne. Torej, kako ti, tega seveda ni v knjigi, ne, ampak kako ti, recimo, kot s temi svojimi izkušnjami meščana, ne, direktorja občine, konec koncev tudi pisca v zgodovini, kako vidiš ta razvoj v prihodnje, kam naj bi šli, kako naj bi te svoje odnose uredili? Ja, to je zanimivo, to je težko vprašanje. No, nekako sem prišel do spoznanja, da v bistvu Ljubljana ima srečo. Ne? Ona ima to zgodovinsko jedro, ki je sorazmerno stisnjeno okoli Ljubljanskega gradu in Ljubljanice. In mislim, da tudi to se zdaj zelo jasno kaže, da to treba na nek način zadržati. Ne? Se pravi, to ne sme biti predmet posegov, ne, to dediščino moramo ohraniti. Izven tega središča je seveda pa Ljubljana moderno mesto. Ne? Profesor Koželj nas je vedno učil, da tisti, ki živimo v mestu, moramo to sprejeti. Če si v mestu, ne more biti tako, kot je pišel na turišču. In da je treba to dati prednost, je treba mesto dvigovati v višino, ne v širino, da ohranimo zemljišče. Seveda temu nasprotuje del meščanov. Tisti, ki imajo zraven predvidene stolpice svojo hišo, bo temu nasprotoval. Tisti, ki mu gre cesta zdaj mimo njega, čez vrt, bo temu nasprotoval. Vendar to so realnosti, s katerimi mora vsako vodstvo na nek način računati. Ne. Tako da, kam se bo to razvijalo, jaz mislim, da ta problem velikih mest ostaja. Jaz upam, da bo Ljubljana ostala v tem razmerju, kot je zdaj, da bo ohranila to svojo identiteto skozi staro mestno jedro, skozi svojo zgodovino, o kateri pišemo tudi v knjigi, in da bo znala te sodobne načine reševati. Ne samo, recimo, kje graditi in tako naprej. Ne vem, če vemo vsi, da za vsako v Sloveniji že sedaj tako, da za vsako kvadratni meter zemljišča, ki ga vzameš in ga nameniš, recimo, da je to gozd, da je to polje in tako naprej, in ga nameniš gradnji, moraš imeti predvideno, kje boš zdaj dobil ta meter tega zemljišča nazaj. Zelo težko je delati nove površine, ker nekak družba to na nek način preprečuje.
No, da zaključimo, se pravi, jaz si želim, no, da bi Ljubljana nekako le ostala v bistvu mesto takšno, kot je zdaj. Se pravi, za svojo zgodovino, svojim jedrom, je eno najstarejših mest, kot smo govorila, ne bilo starejše od Rima, in da se na periferiji razvija v neko sodobno mesto, ki bo imelo tudi svoje, rekel, ekonomske temelje. Ker brez ekonomskih temeljev vsako mesto na nek način počasi odmre. Vse to ni samo vprašanje Ljubljane. Koncept razvoja Slovenije je bil že v času socializma decentraliziran. Sedaj je zaradi propada industrije in drugih razlogov, tudi zato, ker je Slovenija postala samostojna, Ljubljana dobila posebno težo. Ampak ne bi bilo dobro, da se ta razvoj obrne v to smer, da imamo eno ogromno središče, ki posrka vse vase, na vse drugo je pa neko podeželje. Vasja, hvala za ta pogovor, za seveda to obsežno delo. Kot rečeno, je lahko dostopno, zato je mesto poskrbelo in upajmo, da bodo ljudje knjige, zlasti učitelji in drugi tudi s pridom uporabljali. Hvala lepa.